kmetov, da s to kulturo želijo živeti naslednja desetletja. Tudi po mojem prepričanju finančni vložek v tehnologijo, da bodo lastniki, da nam to zopet ne uide iz rok, kot se nam dogaja v zadnjih letih na številnem področju. To se je zgodilo v preteklosti tudi v sladkorni pesi. Potem je absolutna profesionalizacija v celotnem procesu od pridelave, kajti na področju sladkorne pese je beležen največji razvoj v rasti pridelkov, v vsebnosti sladkorja od vseh kultur, tehnološki razvoj, potem najsodobnejše tehnologije, vključno z novostmi, ki so danes tu predstavljene in si jih tudi konec septembra ogledamo na Nizozemskem. Prav tako pa tudi jasna odločenost države, da sprejme to kulturo nazaj na slovenska polja in posledično s tem tudi zaključek procesov sodnih sporov okoli tovarne sladkorja v Ormožu in jasno opredelitev, da bomo tudi z nacionalnega nivoja podpirali proizvodnjo sladkorne pese v prihodnje. Torej, veliko se pogovarjate tudi sodelavke, pa ste dejali med govorom, da zagotovo treba imeti 8000 površin, najmanj 8000 hektarjev površin, da bo to res ekonomsko uspešno. Je to realno, koliko imamo za zdaj? Pravijo, da je. Kmetijsko-gozdarska zbornica je naredila anketo, v kateri je pripravljenost setve sladkorne pese izrazilo toliko poljedelcev, da bi lahko imeli v 4-letnem kolobarju teh 7500-8000 ton, 8000 hektarjev, kar je minimum za proizvodnjo sladkorja tam od 100 000 ton na leto naprej, toliko, koliko so tudi slovenske potrebe. Mogoče kaj pogrešate, kaj bi morali se še bolj zavzeti, da bi bili vsi ti projekti realni? Sam pogrešam ne samo letos ali pa v zadnjih letih na področju kmetijstva več smelosti, več vizije, se pravi, da se skupaj s kmeti, stroko, svetovalno službo in ministrstvom dogovorimo in odločimo za posamezne panoge. Eno od teh panog oziroma kultur znotraj poljedelskega kolobarja je zagotovo sladkorna pesa in na drugi strani pogrešam večjo povezanost pridelovalcev sladkorne pese. Sam sem omenil sveto primer iz področja sadjarstva, kjer tudi sam osebno sodelujem, kjer je v določenem sistemu povezanih več kot sadjarjev, ki predelujemo več kot 500 hektarov jabolk in sedaj le čakamo na meritve sladkorjevega delišesov, da bo lahko šel takoj z kamionom v trgovinsko verigo Tesco v Veliko Britanijo. Tu ne more narediti posameznik, ampak se je treba znati povezati. In vekolikor se slovenski kmetje ne bodo povezovali, politika pa jasno podprla takšne povezave in tudi stala njim ob strani, se nam v prihodnje spopiče. Je realno, da pričakujejo, da bi na vsem obdobju 2020 lahko to vse zaživelo? Jaz sem optimist, glede na veliko angažiranost kmetov. Mislim pa, da prihaja obdobje, ko si bomo morali naliti čistega vina in si enostavno razdeliti naloge in vsakdo te naloge tudi oddelati. Tako od pridelovalcev pa vse do ministra. Hvala lepa. Prosim.